Pozdravljeni, dragi moji. Evo, nahajamo se zdaj v naslednji oddaji spoznavanja stvarstva in vam bom danes povedal še, kako oziroma predal tehnologijo, kako da preverite, da stvar nekaj obstaja oziroma da jaz govorim resnico. Veliko tega še ne veste in veliko tega vam imam za povedati, za predati, da boste lahko preverjali, ali je to res ali ne. Namreč, ker sem duhovni učitelj, vse, kar povem, vam v resnici predam. Torej, vse tiste sposobnosti, o katerih bomo govorili še v naslednjih oddajah, ko izgovorim, predam vsem, ki to poslušate. Od vas je pa odvisno, ali boste to uporabili v namen rasti, spoznavanju vaše duhovne velikosti oziroma mnogo bolj ste vredni, kot se vam zdi. To vse, kar vidite v ogledalu, je silno premalo. To je 1% vaše inteligence. Ker sem po teh svojih duhovnih kanalih izvedel, da je v resnici človeštvo padlo na 1% inteligence in da teži, da pade dol. Vidite, da se dogajajo stalne vojne, stalno se po svetu vnamejo vojne in bi pripisali to nespodobnosti zahtev določenega ljudstva, ampak ne gre za to, gre pravzaprav za namero nekaterih ljudi, ki so se posvetili temi in jo častijo. Oni želijo, da se čim več teh vojn vžge v svetu, da tako preprosto rečem, da bi lahko služili, da bi lahko tudi zasužnjili določeno število ljudi in nadvse jih ponižali in izkoriščali. Žal tako je. Pa to je od nekdaj bilo. Toda danes, ker je 8 milijard ljudi živečih na svetu, je seveda to zlo se množi izjemno hitro. Kako obstati v tem svetu, je v resnici spoznanje. Ne borba proti tem zlobnim ljudem, ampak spoznanje o sebi, o svoji velikosti, ki je nesporna. To vam nihče ni vzel in vam ne more vzeti. To samo lahko uporabite vi, če seveda to želite, ker živite na podlagi svoje lastne volje. Vi odločate, kaj boste spoznali in kaj boste uporabili. Jaz vam svetujem, da raziščete zares sebe. Je lažje reči kot narediti, ampak ko se umirite, razmišljate o sebi in enostavno v mislih izgovorite željo po spoznanju tega ali onega. Seveda, bitja, ki skrbijo, ali da jim rečem nadbitja, ki skrbijo za nas, bodo pohitela, da nam na najbližji način pokazala to, kar imamo željo spoznati. Danes vam bom pokazal in predal blagoslov. Seveda kristjani govorijo o blagoslovu, zato ga je težko prevesti, ampak vam bom jaz probal prevesti za vse tiste, ki niste kristjani, in seveda za ateiste.
Blagoslov je harmoniziranje vseh energij, da ne rečem, jaz sem proti temu, da se govori energije, ampak vibracije. Imamo plus vibracije in minus vibracije oziroma moške in ženske vibracije. Te vibracije morajo vedno delovati v skladju, ena z drugo. Seveda, ker nam je izpolzelo znanje o tem, ne vemo, koliko naj bi bilo moške energije, koliko naj bi bile ženske energije. Skozi stoletja smo moški povzročali zares eno torturo nad ženskami. Smo jih ponižali in seveda se to v kriminalnih krogih še vedno na surov način dogaja. Ne samo, da so maltretirane, ampak tudi mučene in ubijane. Prisiljene tudi, da delajo tisto, kar nekdo drugi želi in ne, kar bi one želele. Če ste videli Belo hišo v Washingtonu, na vrhu kupole stoji ženska. A od spodaj se pa zelo, zelo intenzivno odloča o mnoga življenja. Moški odločajo v ovalni sobi. Zato pa ta statua piramide, ki stoji, oziroma ženske, ki stoji na vrhu. Eni pravijo, da je to Semiramida, neka boginja, ki je v Babilonu vladala z magijo. Eni rečejo, da je Evropa, gre za isto osebo. Ampak nimamo dokazov, da je to res, zato pa pač lahko vi gledate na to, kakor želite. Ampak v vsakem primeru ta statua ženske prisili izenačevanje oziroma harmoniziranje moške in ženske energije. Ker v ovalni sobi prevladuje moška energija, moško odločanje. Kaj pomeni moška energija? Torej aktivnost, nadvse aktivnost. Aktivnost lovca. Lovec lovi, ulovi in prinese ženski, da to pripravi. Na tak način, da bi razumeli, kaj pomeni moška energija. Ženska energija je graditelj gnezda, ljubezni, miru in seveda družine. To je nedeljiva obveznost enega in drugega, zato mešanje danes, da ženske so lahko politiki, da so lahko v vojski, da lahko odločajo o življenju in smrti, je popolnoma nesmiselno. Po mojih spoznanjih. Govorim izključno v svojem imenu in ne v imenu drugih. Torej, to so moje spoznanja. Da je po mojih spoznanjih največja napaka zaposlitev ženske. Zato vidimo, kako družinska vibracija pada. Otroci so nemalokrat prepuščeni sami sebi in so prisiljeni, da se učijo v svojih krogih, v katerih se gibljajo, in žal tudi kaj takega grdega se naučijo, in tudi imajo neke želje, ki niso zares nikomur v čast. Da bi pa preverili moje besede, ali obstaja stvarnik, vam bom danes povedal, ampak prosim vas, morate izgovoriti tako, kot jaz izgovorim, ker sicer težje pride do potrditve. Vzeli boste 2 kozarca in natočili vodo na isti pipi. En
kozarec pustite pri pipi, drugega dajte na popolnoma prazno mizo in se postavite tako, da daljši del mize držite z desno roko, tudi če ste levičar. Krajši del mize držite z levo dlanjo. In potem se umirite in izgovorite v mislih ali na glas. Vseeno na glas je boljše. Recite takole: Bog, oče, mati, ali stvarnik, oče, mati, ali enost, oče, mati, kakor pač želite imenovati. Prosite, sprejmi to vodo v sveti blagoslov. In to ni važno, katere vere ste, katerega prepričanja. Počakate in začutili boste prihod te vibracije od zgoraj navzdol skozi vašo notranjost in zunanjost. Ko to začutite, zahvalite se: hvala ti, oče, mati, Bog, enost, stvarnik, za ta sveti blagoslov. Morate to početi. In spet boste začutili to vibracijo, ki gre od zgoraj navzdol skozi vas in okoli vas. No, potem lahko nehate, če pa ne čutite dvakrat, tako morate ponoviti, ali ste bili neresni, ali niste spoštovali postopek. Ko to začutite dvakrat, potem vzemite tisto vodo, ki jo imate pri pipi, jo prinesite, ampak probajte, da je čim bolj oddaljena od te blagoslovljene vode. Povohajte to vodo, ki je iz pipe, pa povohajte to vodo, ki je blagoslovljena. Poglejte videz te vode, tista, ki ni, in tista, ki je blagoslovljena. Potem probajte požirek ene in probajte požirek druge vode. Do sedaj, komurkoli, prav, da vzamem ateiste, vsi so popolnoma čutili razliko. Blagoslovljena voda ima lep vonj in lep okus, tak sladkast, lep okus. Ta neblagoslovljena je potem takem imela smrdeč vonj in seveda nek bolj grenak priokus. Probajte. Na tak način ne samo, da boste preverili moje besede, ampak boste sebi dopovedali, da obstaja nekaj, kar je več, in ker ste vi to sami ustvarili, sami, ker vas nihče ne gleda, nihče vam ne pomaga. To pomeni, da ste sposobni in da ste vredni več. To naj vam bo začetek, da raziskujete. Kasneje vam bom tudi druge tehnologije predal, da si boste pomagali v svojem življenju, da odkrijete svojo neverjetno, da tako rečem, čeprav sveti tako ne govorijo, sveti nikoli ne govorijo neverjetno ali toliko pridevnikov uporabijo ali kompromisov. Oni nikoli kompromise ne uporabljajo, nikoli. Oni, ko rečejo dobro, to je absolutno dobro. Ko rečejo, da je slabo, je absolutno nasprotje od dobrega. In tukaj ni dileme, ni filozofije. Mi izmišljamo neke vmesne besede, ki naj bi bili kompromisi. In to je nepravilno. Torej, ogromno
energije porabimo za pridevnike, ki prikazujejo nekaj, kar pravzaprav ni resnica. Celotna stvar je spoznavanje samega sebe, v resnici iskanje resnice in spoznavanje resnice, potem jo vključite v svoje življenje in jo seveda tudi prezentirate in predajate tistim, ki vas občudujejo, spoštujejo in so pripravljeni se od vas učiti. To je apostolovsko izročilo ali apostolovska naloga. Apostol pomeni sledbenik v duhu, tisti, ki predaja resnico, spoznava in takoj predaja resnico naprej. Toliko bi bilo za danes, čeprav je veliko tega še za povedati. Naslednjič bom se potrudil, da vam prikažem dimenzije, koliko jih je, kakšne so in kaj se dogaja v njih. Nadvse vam bom pa z velikim veseljem povedal moje spoznanje, ki ga trenutno trdim samo jaz v svetu, kako je nastal materialni svet. Presenečeni boste, ampak videli boste, da je to v resnici mnogo bolj enostavno, kot ste kdajkoli razmišljali oziroma ste tudi spremljali te znanstvena spoznanja in nauke. Obenem vas vabim, da pogledate tudi našo stran om-an.si, na kateri lahko najdete pripomočke, ki jih ročno izdelujem v glavnem jaz in tudi moji pomagalci, moja družina. Prosim vas pa tudi, če šerate oziroma delite ta videozapis, in tako boste neposredno pomagali svojim sorodnikom, prijateljem in drugim, da tudi oni spoznajo vse o tem. Ta oddaja je tudi v srbohrvaščini in se avtomatično vključijo prevodi, če iz tistih področij, recimo iz Hrvaške, Srbije, Bosne, Črne gore, Makedonije, se avtomatično vključijo prevodi. Kmalu bodo pa tudi angleški prevodi, tako da bodo lahko angleško govoreči lahko gledali in spoznavali to našo znanost, ki spet prihaja iz vrst slovanstva, ki je zares zasovraženo v svetu, in enkrat potem bom tudi povedal v eni od naslednjih oddaj, zakaj se Slovani preganjajo, kdo smo pravzaprav Slovani in kakšen je naš namen življenja na tem planetu Zemlji. Mir z vami, Om An.